Jaz sem torej Milan Ojsteršek iz Laboratorija za heterogene računalniške sisteme in mi se ukvarjamo tudi z dejansko repozitoriji, s podatkovnimi arhivi in dejansko jaz že kar zdaj, lahko rečem, od začetka svoje kariere zbiram pa hranim neke raziskovalne podatke in dejansko bom vam danes pač nekako podal svoje izkušnje iz tega področja. Če pogledamo, kaj so zdaj podatki, ne? Vidimo, da so danes podatki, jih najdemo kjerkoli, ne? In sicer jih najdemo v surovi obliki, naprimer, če bi jih iz nekih senzorjev pobirali, naprimer, ali pa če jih iz nekih anket spletnih pobiramo, ne, so to v surovi obliki, potem jih je pa treba nekako očistiti, ker dejansko se vam lahko dogaja pač, da naprimer pri neki anketi nekdo izpolni samo mogoče 2 vprašanja ali pa izpolni vsa vprašanja tako, da zmeraj daje isti odgovor, ne. In dejansko so takšne ankete potem, bi lahko rekel, nereprezentativne, ne. Seveda pri očiščenju je treba paziti, da seveda ne očistimo preveč, ne, da ne imputiramo teh podatkov. Potem nekako ločimo na podatke na nekontrolirano zbrane, to so naprimer podatki, gremo naprimer na polje, poberemo vzorce prsti in te vzorce analiziramo. Ali pa so to neki eksperimentalni podatki, ki potekajo v laboratoriju pod točno določenimi pogoji, temperatura, vlaga, pritisk, naprimer, ne, in potem so pa še tu analitični podatki, ki jih pa dobimo na ta način, da tako ali nekontrolirane ali pa eksperimentalne podatke zanaliziramo in iz njih dobimo potem neke agregirane podatke, ne, s pomočjo nekih statističnih analiz, ne. Ločimo še strukturirane pa nestrukturirane podatke. Strukturirani so tisti podatki, iz katerih lahko računalniki zelo enostavno pridobijo informacije in jih obdelujejo. Nestrukturirani so pa takšni, ko je potrebno najprej s pomočjo računalnikov ali pa s pomočjo ljudi te podatke nekako pretvoriti v obliko, ki bo primerna potem za nadaljnjo obdelavo. Primer nestrukturiranega podatka je naprimer neki dokument PDF, iz katerega je potrebno potem pridobiti najprej tekst in iz tega teksta je potrebno potem pridobiti določene vsebine. Naprimer, če bi se nas zanimali strokovni izrazi, potem bi morali na nek način pridobiti te strokovne izraze iz tega teksta, da bi imeli strukturirane podatke. Mi se ukvarjamo tudi z velikimi podatki, ne, in veliki podatki so nekako podatki, ki so večji tam od 10 gigabajtov in za te je najboljše, da jih, preden jih pošljemo, stisnemo, ne. Zaradi tega, ker je čas prenosa predolg, ne, če imamo slabo spletno povezavo. Potem pa ločimo še nekako odprte podatke, to so podatki, ki jih lahko uporabljajo vsi in so dostopni na internetu, in pa omejeno dostopni podatki. To so pa podatki, ki so dostopni, če neka skupina ljudi ali raziskovalec dovoli dostop do teh podatkov. Naprimer, ali pa tudi naprimer zaradi drugih razlogov, naprimer državnih skrivnosti, zaradi poslovnih tajnosti, razkrivanja poslovnih skrivnosti, naprimer, ali pa podobnih, ne, tudi omejeno dostopni so lahko osebni podatki, ne. Potem pa ločimo še povezane pa nepovezane. Na tej slikici tukaj vidimo dejansko, da imamo množico podatkovnih virov. Mi lahko dejansko te vire med seboj povezujemo. Naprimer, lahko povezujemo podatke iz avtomobila in pa semafor, naprimer, ali pa podatke iz, naprimer, pralnega stroja za našo inteligentno hišo ali pa, naprimer, kuhalnika z, naprimer, kuhinjsko napo, podobno, ne. Dejansko se te podatke lahko povezuje, lahko so pa to popolnoma nepovezani podatki, ki jih potem dejansko mi uporabljamo čisto ločeno. Potem, že prej sem omenil občutljive podatke, ne, sem sodijo podatki, ki so vezani na neke
državne skrivnosti ali pa na osebni podatki ali pa podatki, ki so vezani na odkritje nekih poslovnih skrivnosti, ne, to so občutljivi podatki, ki jih moramo posebej obravnavati, ne. Potem pa podatkom dodajamo tudi metapodatke. Kasneje bom malo več povedal o metapodatkih, ampak pomembno je, ne, da dejansko, če hočemo najti mi nek podatkovni set, naprimer podatkov, nabor, torej podatkov, jih je treba vpisati z metapodatki. Kdo je avtor, kratek opis, ključne besede, datum nastanka, licenca in podobno. To so pa metapodatki, ki so vezani naprimer na te podatke. In pa že prej sem omenil velepodatke, ki so vezani na večjo količino podatkov, lahko pa so vezani tudi na, niso naprimer niti tako veliki podatki, so lahko naprimer 500 megabajtov veliki podatki, ampak potrebujemo pa veliko procesovsko moč, da zanaliziramo te podatke, ne. Zato v to skupino spadajo. Zdaj, viri teh podatkov je virov ogromno, dejansko od koderkoli lahko črpamo podatke iz hrane, iz knjig, iz na koncu gradbenega materiala, iz vesolja, iz eksperimentov, iz interneta, naprimer, zelo znani je analiza samih tehle tweetov in podobne stvari, ne. Tako da v tem zdajle ne bomo preveč zgubljali besed, ker imamo dejansko precej stvari za povedati, ne. Pomembna stvar, ki jo jaz želim tudi povedati, je pa tole. Pazite na podatke, ki so občutljivi. Če gre za podatke o ljudeh ali pa če gre za naprimer tudi za neke prosto živeče živali, ki se gibljejo v nekem okolju, naprimer risa, ne, če bi nekdo zasledil, kje se ta ris giblje in potem bi neki lovci naprimer tega risa ubili, naprimer, in podobno, ne. Torej, na takšne podatke je treba gledati, ne. In tudi običajno te podatke lahko mogoče imamo tudi nekatere te osebne podatke dosegljive manjši skupini raziskovalcev. Naprimer, če bi šlo za neko redko bolezen, pa ti zdravniki, ki preučujejo to redko bolezen, bi potrebovali tudi določene podatke, ki so dejansko osebne narave, naprimer. Ne, in tako da v teh primerih potem imamo tudi več različic podatkov. Eni, ki so anonimizirani oziroma izločene so stvari, ki lahko vplivajo, oziroma podatki, ki lahko vplivajo na to, da se razkrije, za katere podatke gre, ne, naprimer, dostikrat se agregirani podatki tudi naredijo, ne, tako da lahko imamo več različic, ne. Naslednja stvar, ki je pomembna pri podatkih, je dejansko, če gre za osebe, kako lahko dejansko te osebe, kako lahko te podatke objavimo, ne. Zase seveda lahko hranimo vse podatke, če vam je dala tista oseba soglasje, da jih lahko za raziskovalne namene uporabljate, ampak je pa potrebno zagotoviti ustrezno, kako bi rekel, torej tajnost teh podatkov, ustrezno jih je treba shraniti, da ne bodo prišli nepooblaščenim osebam, torej, da jih ne bodo nepooblaščene osebe videle, ne. To so dejansko poštni naslov, ime, priimek in podobne stvari, ne. Tudi e-poštni naslov, ne, to so vse edinstveni identifikatorji, iz katerih se da neposredno določiti človeka, ne. Potem imamo še posredne identifikatorje. Jaz bi en primer povedal, naprimer, če bi nekje v časopisu pisalo žena od gospoda iz Loč pri Poljčanah, ki ima Ferrarija. Nekateri ljudje bi jo lahko takoj identificirali, naprimer, ne. Tako da v tem primeru, glejte, so čisto posredni podatki, ampak dejansko se velikokrat izkaže, da že iz 3 podatkov lahko identificirate mogoče določeno osebo, predvsem, če gre naprimer za kakšne redke bolezni ali pa za kakšne občutljive stvari, naprimer, kaj jaz vem, da je šla neka
neka pop zvezda na operacijo, kirurško, naprimer, in podobno. Tako da v tem primeru je tudi potrebno izvajati anonimizacijo teh podatkov. Tako da to morate zmeraj paziti, pomembno je tudi tako, kako boste te podatke hranili. Če so popolnoma odprto dostopni in vas ne zanima, kdo te podatke uporablja, potem jih lahko date v tako imenovano čisto odprt dostop, ne zahteva se nobeno preverjanje, kdo je te podatke uporabljal. Dostikrat nas pa zanima, kdo te podatke uporablja, takrat pač dodamo zraven tudi še, naprimer, en obrazec spletni, ki ga mora nekdo izpolniti, da lahko te podatke uporablja. Če so pa seveda bolj občutljivi podatki, se pa mora dodati uporabniško ime pa geslo in pa seveda se morajo dodati tudi pravila uporabe teh podatkov. In uporabnik, ki uporablja te podatke, jih mora tudi potrditi, da se strinja s pogoji uporabe. V tem primeru se samo zašifrira prenos. Potem pa imamo še tukaj bolj kompleksno, torej glede podatkov, kjer pa dejansko je potrebno tudi same podatke dejansko zašifrirati, če gre za neke osebne podatke. Če gre še bolj, če so še bolj občutljivi podatki, potem je potrebna dvofaktorska avtentikacija za dostop do teh podatkov. Torej, ni dovolj samo uporabniško ime pa geslo, pač pa morate imeti naprimer še telefon, preko katerega dobite neko številko in še vpišete tisto številko zraven. Ali pa so tudi drugi načini, prstni odtis, zenica in podobno. V tem primeru imate vse zašifrirano, dejansko zelo, zelo občutljivih podatkih, naprimer, kjer so neke državne skrivnosti, se skrivajo za temi podatki, pa se dejansko večkrat zašifrirajo podatki na nivoju podatkovne baze, na nivoju samih datotek, na nivoju informacijskega sistema oziroma samega strežnika, tako da je lahko večkrat zašifrirano, pa lahko je to znotraj enega intraneta, do katerega nimajo vsi dostopa in podobno. Tako da tole se mi je zdelo pomembno, zato sem dodal zraven in dostikrat boste v repozitorijih srečali tele barve pri podatkih. Predvsem, če bi kak Harvard Dataverse uporabljali, se bi s tem srečali. Zdaj, kakšne tipe podatkov imamo? Lahko so to numerični podatki, ki jih dobimo pač iz nekih meritev, iz števcev, iz senzorjev in podobno. Lahko so tekstovni, naprimer, če gre za neke diplomske naloge, naprimer, ki so objavljene naprimer v repozitoriju za neke ankete. Lahko imamo audiovizualne podatke, ki jih dobimo naprimer s kakšnimi intervjuji, ki jih snemamo, naprimer, ali video, ali pa zvočni zapis, ali pa iz učnih gradiv. Lahko so to prostorski podatki, kjer je zraven tudi torej lokacija, kjer se je nek posameznik naprimer gibal. Lahko so pa specifični podatki glede na neko znanstveno disciplino, ali pa so specifični glede na določen merilni inštrument. O tem še bomo kasneje mogoče malo več povedali. Zdaj pa mogoče jaz najprej povedal, vidite, v kakšne formate je pametno stvari pretvarjati, da jih bodo drugi lažje razumeli. En format je XML. To je format, v katerem si sami določimo značke in strukturirano vpišemo tele naše podatke. To je vse v tekstovni obliki, lahko je tudi zašifrirano, pa jih lahko samo določeni ljudje določene značke odprejo, ki imajo ustrezno avtorizacijo, ampak to je takšen format, v katerem pa je potrebno tudi potem še določene stvari definirati, ki jih bom posnej povedal. Naprimer, za zvrst bi bilo potrebno definirati besednjak vseh zvrsti, za organizatorje besednjak vseh organizacij. Za lokacijo bi mogoče imeli besednjak vseh lokacij.
Ne, datum bi tudi lahko boljše strukturirali, ker tole je samo tekst in sistem ne bi mogli kaj dosti pomagati. Ne, bi morali dejansko potem napisati poseben program, ki bi nam iz tega le razčlenil dejanske datume od pa do, naprimer. Vidite, za XML obstajajo XML sheme, ne, s katerimi vpišemo podatke, zakaj so pomembne tele XML sheme. Pomembne so zaradi tega, da lahko validiramo pravilnost naših podatkov. To je tudi ena izmed velikih pomanjkljivosti podatkov, ki se objavljajo na internetu, da so dejansko včasih nekateri podatki nepravilni. Naprimer se namesto numeričnega podatka pojavi ni znakov, ki ga potem seveda ni možno uvoziti v nek računalniški program, ki pričakuje, da bo tam naprimer celo ali pa realno število, tam pa je ni znakov, naprimer. Ne, tako da z takšnimi shemami, ne, tu je zdaj primer sheme XML, ne, lahko bi imeli pa tudi shemo za JSON, ne, lahko validiramo te podatke. Ne. Vidite, en primer takšnega XML je RSS, drugače pa dejansko obstaja množica enih standardov na domensko specifičnih področjih, pri katerih so sheme definirane in je potrebno pretvoriti vaše podatke v takšno obliko, da jih bodo lahko drugi brez problema uvozili. In ti podatki so dejansko neodvisni od tehnologije. Če imamo shemo, so popolnoma neodvisni od tehnologije in jih lahko uvozi kdorkoli, ki pozna tisto shemo, ki zna potem iz te sheme, naprimer neka storitev, ki zna na podlagi te sheme dejansko sprejeti te vhodne podatke in jih obdelati. To je predvsem značilno za tele medicinske storitve, je precej že napisanih programov, ki sprejmejo dejansko nek XML, ta XML obdelajo in vrnejo nazaj nek rezultat. Vidite, drug format, ki se zmeraj bolj uveljavlja, je pa JSON, oziroma že dlje časa je uveljavljen. Ne. Podoben zapis, le da pač tukaj ni začetne pa končne značke. Če bi še šli enkrat tukaj pogledati, vidite, za title imamo end title, pa link imamo end link. Tukaj je pa stvar nekoliko drugače narejena, je narejena tako, da imamo zaviti oklepaj pa zaviti zaklepaj. Ne. In pa posamezne lastnosti imamo ločene z vejico, ne, znotraj tega. Torej, malo drugačen zapis je tega, tudi za JSON obstajajo JSON sheme, potem je en specifičen JSON, ki se mu reče JSON LD, ki temelji na metapodatkovni specifikaciji schema.org, vam bom kasneje pač tudi o tem malo več povedal. Zdaj pa mogoče naslednja stvar, ki je zopet pomembna. Ne? Zdaj smo opisali, na kak način bi lahko torej podatke neodvisno od tehnologije predstavili. Zdaj pa seveda še je pomembno, da svoje znanje predstavimo v obliki, ki jo razumejo računalniki. Ne? In to naredimo s pomočjo opisa ontologij. Ne? V ontologijah imamo neke razrede, naprimer tu je razred oseba, tu je razred država, tu je razred žival. Ne, tu noter bomo imeli pa zdaj ene primerke teh razredov. Ne. Vidite, to so pa primerki z določenimi lastnostmi, ime, priimek, datum rojstva, spol in tak naprej. Pri državi, naprimer, kdo je predsednik države, koliko je velikost države in podobno. Pri živali, kakšna vrsta živali je in podobno. Ne. Vidite, in potem imamo še pa relacije med temi razredi. Vidite, to so pa zdaj relacije, mislim, med posameznimi primerki, imamo različne tele relacije, ne, in na tak način lahko povežemo stvari. Ne. Zdaj lahko uporabimo relacijski model, lahko uporabimo objektni model, tisti, ki ste bolj v računalništvu, ne. Lahko uporabimo pomenski model, pri pomenskem modelu lahko dodamo zraven še določena pravila, ne, s katerimi še najdemo nove relacije, ki niso direktno zapisane v samih primerkih, kak so primerki povezani. Naprimer, kaj zvem, če bi imeli relacijo, naprimer, kdo je stric. Ne, stric je nekdo, ki je
brat od očeta, od ene osebe, naprimer, ne, to lahko zapišemo z enim pravilom in potem dejansko lahko še najdemo še dodatne povezave. Ne, ampak zakaj so ontologije pomembne? Pomembne so zaradi tega, ker s pomočjo ontologij se lahko na določenih znanstvenih področjih sporazumevamo med seboj. Zelo dober primer, naprimer na področju astronomije, oni so dejansko vzpostavili sistem več ontologij in pa več besednjakov, da se lažje razumejo med seboj in lažje izmenjujejo svoje podatke med seboj. Ne. Enako tudi v medicini ali pa v agronomiji ali pa tudi v drugih vedah. Ne. Vidite, tule je en primer, ko imamo pa prikazano, naprimer, eno ontologijo. Vidite, v tej ontologiji imamo zraven še tudi sinonime, dostikrat, naprimer, če imamo neke tekste, ne, potem dejansko označimo lahko naše podatke v besedilu z temi z primerki, naprimer, določenih razredov. Naprimer, če bi se nekje nahajal Milan pa Ojsteršek, bi lahko dejansko to povezali, da gre za fizično osebo, da je zavezanec, potem pa, če bi on v naslednji vrstici, da je pisalo, da je oddal vlogo za določitev višine komunalnega prispevka, bi lahko za to vlogo povezali in tako naprej. Dostikrat mi iz nestrukturiranih virov, ne, iz besedil predvsem, ne, ali pa tudi na koncu iz kakšnih video vsebin ali pa slik, lahko potem poberemo podatke in jih spravimo v strukturirano obliko. In takrat pa ravno potrebujemo, vidite, take ontologije. Mi lahko tudi primerke razredov dopolnjujemo s pomočjo ravno teh nestrukturiranih virov. Vidite, zdaj imamo različne vrste ontologij, imamo tako imenovane visokonivojske, v katerih je opisana nekako, bi lahko rekel, celota, tisto znanje, ki ga ljudje pridobimo že preden smo sploh prišli v osnovno šolo, kaj je to daljše, kaj je to krajše, kaj je to datum, kaj je to vikend, kaj je to naprimer ponedeljek, torek, sreda in podobno. To so visokonivojske. Potem imamo pa tudi domenske ontologije, s katerimi opišemo dejansko določeno področje znanstveno, ne, in imamo tu neke ontologije opravil, naprimer, s katerimi pa opišemo nek proces, ne, in potem imamo aplikacijsko ontologijo. Naprimer, če bi hotel robot odpirati vrata, ne, bi morali imeti domensko ontologijo, s katero bi definirali, kaj so to vrata, kakšne kljuke imajo vrata in podobno, ne, na kak način se odpirajo potem ta vrata. Potem imamo pa ontologijo opravil, ki bi dejansko, v kateri je bil pa proces zapisan, ne, da se mora robot najprej vratom približati, potem mora dejansko pogledati, kje je kljuka in na podlagi tega, kakšna so ta vrata, odpreti potem ta vrata. To je pa aplikacijska ontologija. In to so nekako osnove. Vidite, tu je en primer SSN ontologije, ki jo naprimer mi uporabljamo pa tudi dejansko je zelo splošno uporabljena ontologija. Naprimer, če se kdo z športom ukvarja, pa zajema naprimer podatke na mobilni telefon, naprimer puls, pritisk, potem kje se giblje in podobno, dejansko lahko te podatke s pomočjo take ontologije zapišemo, samo toliko za ilustracijo. Drugače pa se za zapis takšnih ontologij in pa primerkov se uporablja jezik RDF, potem imamo še tule za besednjake uporabljamo RDF sheme ali pa Simple Knowledge Organization SCOS format, za zapis pravil uporabljamo Semantic Web Markup Language, za zapis ontologij uporabljamo OVL, za povpraševanje, podobno kot pri relacijskih bazah je SQL, se tu uporablja SparkQL, potem je pa tu gor na vrhu še za sklepalnik se pa uporabljajo torej sklepalna pravila, pa dokazovanje in pa seveda nad vse tole gor vezan je pa
tudi zaupanje v same podatke in pa, če imamo za občutljive podatke, se uporablja tudi šifriranje. To je res zelo na kratko, o tem bi seveda lahko imel eno predavanje, par ur, da bi vam o tem bolj natančno povedal. Vidite, pomembno pa je, podatke najdemo tudi v RDF zapisu. To je primer zapisa in primerka, in kaj opisujemo. Imamo neko spletno stran www.3.org, to je ime spletne strani, to je tisti, ki je založnik spletne strani, in pa to je datum. Naprimer, vidite, in to je skrajšan opis, to je pa daljši opis. Pol imamo še tule N3 notacijo, s katero lahko podobno zapišemo. Zakaj vse te notacije razlagam? Predvsem zaradi tega, ker boste lahko podatke dobili v različnih notacijah. Še tu notacija Turtle, naprimer tudi, in pa notacija N-triples. Potem pa imamo še, kar še je pomembnega, so pa besednjaki. Dejansko v naših, torej domensko specifičnih področjih, dejansko so se razvili besednjaki, ki jih vsi uporabljajo. Primer bi lahko rekel, besednjak ICD-10 se uporablja za bolezni, naprimer v medicini jih uporabljajo. Naprimer, Eurovoc ga uporabljajo prevajalci za prevajanje zakonodaje v Evropski uniji. In vidite, vsi ti besednjaki so narejeni na tak način, da imamo tako imenovan, vidite, če gledamo tukaj le našo tole imamo economic cooperation, nadpojem je economic policy, potem bolj specifični pojmi so pa še tu od spodaj. Integracija, European Economic Cooperation in tako naprej. To so pa, imamo tako imenovane broader terme, imamo narrower terme, potem imamo labele, ki so lahko v več različnih jezikih. Primer tega besednjaka je tak, da ima v več jezikih tudi. In potem imamo še povezan pojem. Interdependence je pa povezan pojem z tem pojmom. Zakaj to uporabljamo, vam bom kasneje pokazal. Dejansko računalniki potem na podlagi tega, ko mi dejansko v naših podatkih uporabimo ta besednjak, dobijo nek določen ID in na podlagi tega ID-ja razumejo, da gre naprimer za economic cooperation. Podoben koncept je shema RDF, ki se tudi uporablja za besednjake in tudi v tem primeru pač gre tu malce pa samo podrazred pa nadrazred. Dejansko žival pa konj, konj je podrazred od živali. Tako da zapisane imate te besednjake ali v tistem Simple Knowledge Organization formatu ali pa v shemah. Vidite, in tule je povezava na tele naše kontrolirane besednjake. Različne, tu jih najdete množico, jaz jih samo nekaj omenil, naprimer, mogoče tisti, ki ste z področja biomedicinskih znanosti, uporabljate tele UMLS besednjake, tu jih je cirka 172 različnih besednjakov noter. Avstralci, naprimer, imajo svoje besednjake. Evropska unija, javna uprava ima dejansko svoje besednjake in podobno. To, ko boste imeli čas, lahko malo kliknete na tole. Jaz bi se samo na kratko povedal, ne bom klikal zdaj na tole. Vidite, podatke pa zdaj lahko mi povezujemo med seboj in sicer, če jih povežemo z drugimi obstoječimi podatki, naprimer z DBpedijo, z BubbleNetom, z Eurovocom, potem jih damo v tako imenovan link Open Data Cloud. Tu je množica enih datasetov, ki so javno dostopni in jih lahko vsi uporabljajo. Obstajajo podobni link Open Data Cloudi za določena domensko specifična področja. Že tu noter, mogoče bom res kliknil na enega, boste videli, vidite, to je splošno domenski, potem imate pa posamezne domene, naprimer
tale je za, to so splošno domenski, pol imate pa še za geografsko domeno, naprimer, bi lahko jaz kliknil, naprimer, na enega, naprimer, na GeoNames bom kliknil, še nisem prišel na GeoNames, tu pa mislim, da bom lahko prišel. Vidite, pol so pa tudi ti dataseti dosegljivi in jih lahko vsak uporabi. Naprimer, GeoNames je zakaj zanimiv, če bi hteli neke geografske podatke z našimi podatki povezati, potem dejansko jih lahko povezujemo na tak način. Tako da, če gremo še malo naprej, vidite, tu je še potem so povezave na različne ontologije in standarde. Tudi je tu ogromno enih ontologij obstaja, tu na Bartok.org bi našli dejansko množico registrov ontologij, tako da, če vas bo to zanimalo, si lahko te stvari pogledate. Zdaj pa mogoče samo ravno tole še pokazal, potem bomo naredili pauzo. Vidite, kak računalnik razume, če dobi en podatek, naprimer, da je telesna temperatura 39 stopinj, on dobi en ID in na podlagi tega ID-ja lahko neka storitev potem sklepa, da ima pacient vročino. Če še ima podatek, naprimer, zraven, da je tale pacient imel naprimer še neko rano, potem smatra, da gre za aseptično vročino, ki je vzrok za vročino je pa rana. Naprimer, potem pa lahko na podlagi tega postavi torej diagnozo in lahko tudi neko terapijo potem se naredi na podlagi tega. Ta cel primer bi si lahko na YouTubeu pogledali, jaz sem ga enkrat našel, pa se mi je zdel zelo zanimiv, pa tako da lahko vidite, če boste uporabljali besednjake pa skupne ontologije, potem vas bodo vsi razumeli. To je bistvo interoperabilnosti. In pa še zadnja prosojnica, ki je vezana na tele podatke, je pa ta. Odsvetujem vam, da vaše podatke objavite kar kot tekst. To se dostikrat v javni upravi dogaja. Občina, naprimer, mora svoje informacije javnega značaja javno objaviti in jih objavi kot tekst. Teh podatkov nihče ne more uporabiti. Če bi jih hotel računalnik uporabiti, jih je treba najprej spraviti vsaj v oblikoven Excel in potem iz tega Excela potem jih lahko dobite ven. Ampak še boljša varianta je, da jih date v neodvisen format. Če je možno, dodate tem podatkom tudi povezave z drugimi podatki, kar smo danes pač malo na kratko povedali. Še boljše pa je, seveda, če te podatke spravite v Linked Open Data Cloud.